Za gostoljubje. Ja, težki čas ne vrni se, nekako tako dobro ustreza tudi današnjim časom. Kdo bi si pred dvema letoma, ko smo se zadnjič v Ledincah videli, v tako večjem krogu se zdaj vmes, sta nam tudi odpadla že 2 seminarja v Portorožu. Kdo bi si mislil, da nas bo ta pandemija, ta čas te bolezni, COVID-a še tako dolgo spremljeval in tudi ti ukrepi in tako naprej. Mislim, da se vsi tega takrat, ko smo se zadnjič videli, nismo mogli tako prav predstavljati. In o vlogi oziroma izzivih za ženske v tem času pandemije smo se v lanski prireditvi, ki smo jo pač zaradi okoliščin morali premestiti na splet, že izčrpno pogovarjali. Tako da bo letos spet čas za pogled nazaj, saj je letos 80. obletnica nasilnega pregona koroških Slovenk in Slovencev, kar nas tudi spet pripelje k zelo aktualni temi in sicer mislim, da nas vse, ki imamo te grozne izkušnje, tako rekoč v nekem kolektivnem spominu, še prav posebej gane, še prav posebej vsak dan na novo pretresa, ko slišimo in vidimo te grozne novice iz Ukrajine in upam, da se bodo res odgovorni z vseh strani čim hitreje streznili in doprinesli svoj k čim prejšnji deeskalaciji. Saj vsi, mislim, da res lahko govorim za vse, vsi želimo živeti v miru in upam, da se bo to kmalu zgodilo. Kratko še k današnjem poteku. Kot prva točka bo na ogled kratek film o naši dolgoletni predsednici Mileni Gröblaka, ki ga je že pred leti pripravil ORF.
In potem se bo pa naša aktualna predsednica Daniela Topa pogovarjala z slovensko avtorico in novinarko, bivšo partizanko in borko za ženske pravice, gospod Valerijo Strinjat-Vrst, ki smo ji res zelo hvaležne, da je takoj bila pripravljena, da pride sem in se nam pridruži in z nami oblikuje ta današnji program. Res najlepša hvala. Vmes boste pa še slišali tudi recitale, besedili iz pregnanstva, ki jih boste brali potomki avtoric teh besedil, Lena Kolta in Lenka Weiss. Za glasbeni okvir pa skrbi, kot ste že slišali, domače kulturno društvo z mešanim in potem tudi še z mladinskim zborom. Tudi vsem društvenikov, kot sem že rekla, predvsem pa Danici Keža za super organizacijo velika zahvala. No in ob koncu ste pa potem, kot je bila že stara navada in je zdaj spet možno, vabljene na druženje. Zdaj na koncu mi pa še dovolite, da pozdravim še častne goste, ki so med nami. Prosim potem za skupno aplavz na koncu. Med nami je deželna poslanka in predsednica socialdemokratskih žensk Ana Blatnik. Med nami je tudi konzul Republike Slovenije v Celovcu, Matej Kramberger, soprogo. Potem je med nami predsednik Zveze slovenskih organizacij Manuel Jug, ter predsednik Slovenske prosvetne zveze Gustav Bomnik. In tudi še predsednik odbora taboriščnikov Ravensbrück Auschwitz Matjaž Pat je prišel iz Slovenije, kar nas tudi zelo veseli. Povabili smo tudi ministrico Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, gospod Heleno Jaklič, ki se opravičuje, ker ima poslovno potovanje v Bosno. Ona nam je pa napisala zelo prijazen e-mail in vas vse lepo pozdravlja in nam želi lepo prireditev in vas vsem čestita za ta dan žena. Ja, še enkrat lepa hvala vsem sodelujočim in želimo vsem prijeten in zanimiv popoldan.
Ženska, ki mora z malimi otroki zapustiti dom in iti v negotovo. Ženska, ki se poslavlja od svojega ljubljenega in ne ve, če ga bo še kdaj videla. Ženska, ki mora kljub strahu in obupanosti ostati močna. Slike, ki so za nekatere od nas še žive izpred 80 let in so prav danes tako aktualne, tako grozno resnične v Evropi, v Ukrajini. Drage žene, dragi častni gostje, draga predsednica, spoštovana gospa Valerija Springar-Vrc, prav lepo vas pozdravljam v lastnem in v imenu Slovenskega posvetnega društva Danica. Veseli me, da se po nekaj letih spet srečamo v našem kulturnem domu v Šentprimožu, tokrat v našem obnovljenem domu, ki smo ga v zadnjih 2 letih in pol s pomočjo mnogih podpornikov in podpornic in z nad 4000 prostovoljnimi delovnimi urami uspeli dozidati in preurediti v dom brez ovir. Močno upamo, da bo naše delovanje številnih društvenih skupin po izredno okrnjenih možnostih zadnjih 2 let lahko znova zacvetelo. Začeli smo kar s polno paro, globoko pretreseni zaradi situacije v Ukrajini, smo organizirali 2 solidarnostna koncerta, včeraj je bil zelo lep, uspešen koncert v Pulk v Velikovcu in jutri se bo vršil drugi v Tamni cerkvi tu v Šentprimožu ob 17. uri. Vse prav prisrčno vabim, da tudi vi podprete ženske, otroke, stare in mlade v neizmerni sili. Z Ukrajino smo povezani od leta 1993 naprej, ko smo z mešanim pevskim zborom Danica prvič spoznavali Ukrajino, Zakarpatje, za časa, ko je Ukrajina po osamosvojitvi šele začela cveteti. Tam smo našli in imamo prijatelje. Danes smo se srečali, da se podpremo prav v prizadevanjih za boljši jutri, v miru in enakopravnosti. Dobro in potrebno je, da se spominjamo dneva žena, saj je tudi v današnjem času, tudi v Avstriji, v eni najbolj bogatih držav sveta, revščina ženskega spola. Kljub vsem doseženim moramo opozarjati na vse pomanjkljivosti in odprta vprašanja. Dosti več bo še treba samozavesti, dviganja zavesti in sposobnosti, da se bo situacija žensk še naprej boljšala in razvijala. Zato je važno, da se srečavamo in se podpiramo v doseganju svojih ciljev. Ob koncu vas še smem opozoriti na razstavo v našem novem prostornem foajeju Kärnten, Koroška, nedeljena dežela, 100 let po plebiscitu. Ta čas samo v nemščini, ker je slovenski del v muzeju v Kamniku. Prisrčno vabljeni. Drage žene, dragi vsi, želim vsem lep kulturni užitek in prijetno druženje. Is
let, v preteklem letu, se pravi leta 2021, v letu, ko bi Milena sicer praznovala 100. rojstni dan. Preden bomo nadaljevali, na tem mestu pozdravljam tudi še predsednika Zveze koroških partizanov, Milan Bute, tudi med nami. V filmu smo videli tudi članico Zveze slovenskih žena Maro Pradeto, ter prav tako današnjo častno predsednico, ki je Zveza slovenskih žena vodila po Mileni Gröbler vse do leta 2018, Milko Kokot, ki pa danes iz zdravstvenih razlogov ni na tem mestu tukaj v Šentprimožu. Kratek film smo želeli pokazati tudi že v okviru vsakoletnega seminarja v Portorožu, pa nam to iz pandemskih razlogov ni uspelo. Veliko prireditev nam je korona onemogočila, kar pa ne pomeni, da smo bile nedejavne. Zadnji dan žena, na primer, smo predstavili na splet in se tam srečali na temo posledice pandemije in pomoč ženskam v kriznih situacijah. Celotno zadevo smo posneli in je na ogled na spletu, na spletni strani www.ženske.at. Tam boste v primeru, da rabite pomoč in se želite povezati z ustreznimi centri, dobile vse informacije. Kako omenjeno, je lansko letni mednarodni dan žena potekal še v spletni obliki, zato sem vesela, da se lahko danes na tem kraju srečamo spet enkrat v živo in veselim se, da ste lahko prišli na to mesto tudi zdrave in da nam je zdrava ostala tudi današnja gostja Valerija Skrinja-Tos je danes z nami, partizanka, znana novinarka ter avtorica številnih knjig. Lepo, da ste z nami. Veseli me, da ste z nami. Če smo ravnokar videli film o Mileni Gröbler, je možno videti tudi nekaj stičnih točk. Obe sta se rodili v 20. letih prejšnjega stoletja. Kako smo slišali v filmu, je Mileni umrla mama, in sicer ko je imela komaj 5 let. Isto se je žal zgodilo tudi vam, pri 5 letih ste izgubili mamo in to v času svetovne krize. Ko ste dorasli v rudarski družini v srednji Sloveniji, v Zasavju, natančneje v Zagorju. V trilogiji Zmajeva kri ste opisali življenje zagorskih knapov, v knjigi Bosonoga pa tudi težko otroštvo v Zagorju. Ko vam je umrla mama, koliko pa se je to zarezalo v otroško psiho, v vsakdanu tudi, ki je bil vse drugo, kako je ostalo? Moji spomini se na splošno začenjajo z smrtjo. Jaz spomnim, da so prihajali ljudje in mene so oblekli pa v boljšo oblekco, kar ni bilo, meni je bil to dogodek. Ja, tisti dan, tiste dne, potem se je začelo pa pravo življenje. Jesen me je oče pelal v šolo, nisem še imela, 5 let sem imela, ja, 5 let. In bilo mi je normalno, da greš v šolo. Sicer so rekli, pa ni še 6 let, v novembru sem imela 6 let. Pravo, če se je visoka, velika, bo že zbogla. In tako je šlo naprej. Zmeraj sem bila najmlajša v šoli, partizanih, potem v življenju, zdaj sem pa kar čez noč postala najstarejša. Kako življenje teče, neverjetno. Ja, lepo, da imamo vas danes tukaj na tem mestu. Dobili ste mačevo, se pravi drugo mamo, ki je bila po vaših besedah zelo pridna, a ni kazala večjih čustev. Pa kljub temu ste se razvili v zelo močno osebo. Rodili ste se leta 1928
in bili šolo obvezni za časa nacizma. V šoli ste slišali psovke, ukazali so vam, da ne govorite nemško. Kakšne spomine imate na ta čas? Ja, jaz sem bila v meščanski šoli, po nemško se je potem reklo Hauptschule pri nas. In prvi stavek, ki ga je napisal profesor na tablo, je bil Wir sind Germanen. Uns haben tapfere deutsche Soldaten 41. befreit. Mi smo vedeli, da nismo Germani. To seveda se smo imeli že 12 let. In v mestu, to je Knapovsko, zavedno mesto, kjer med Zagorjem in Trbovljam je bila v Čebinah organizirana prva partijska čelja, stvari partija Slovenije, KP Slovenije. Skratka, pri nas so bili tudi vodilni komunisti, ki so delali. In povsod po mestu je bilo veliko teh napisov, hier wird Deutsch gesprochen, hier wird Deutsch gesprochen. Po vseh, kamor si prišel na pošto, lekarno, itd., je bilo ne. To je nujno prišlo do upora. Mi smo vedeli, da smo Slovenci in da se tukaj govori slovensko. Zato sploh ni bilo čudno, da je dost učencev tudi iz mojega razreda pozneje šlo v partizane in na splošno. Dost nas je bilo. To protislovensko politiko diskriminacije zaradi jezika in narodnosti so morali pretopiti za časa nacizma v najhujši obliki tudi koroški Slovenci in Slovenke. Višek vsega je bil masovni pregon v nemška prisilna taborišča leta 1942. S to usodo je med drugim bila soočena tudi družina Einspieler, po domače Spamsičnja iz Vičovsa. Pregnali so med drugim tudi 3-letno Katarino, ki jo je spremljal tedaj kovček, ki ga vidimo danes tukaj na odru. Danes tudi simbol pregona. Prisluhnimo sedaj Lenki Weiss, hčeri Katarine Einspieler. Sam trenutek, kratek recitale. Koliko življenja gre v en kovček? Tale kovček imam, odkar pomnim. Pred nekaj dnevi sem ga spet odkrila. Od tedaj naprej tale kovček zaposluje moje misli. Pred mamo ga je imela moja mama. Leta 1942, ko je bila stara 3 leta, ga je dobila od svoje mame. Ne kot darilo, ampak zato, da bi vanj pohramljala hitro svoje stvari, ker so vojaki že čakali. Družina moje mame je imela pred odhodom na razpolago pol ure časa, da v kovčke pospravi svoje življenje. Podobno se je godilo tudi drugim slovenskim družinam na Koroškem. Kovček je mojo mamo spremljal 3 leta. Na vojaškem tovornjaku, ki je njeno sestro in starše naprej odpeljal v taborišče blizu Celovca, imela ga je v rokah, ko so jo stlačili na živinski vagon, odvlekli daleč proč v Nemčijo. V delovnem taborišču Heselberg je bil v odporu, ko je ji Lagerführer prepovedal sedeti na tleh, češ da uničuje travo. Gotovo je bil tudi na njeni posteli v baraki, kjer so se številni ljudje stiskali po pogradih. Mogoče je vanj spravila tudi svojo taboriščno izkaznico z osebno številko. Kovček pa jo je tudi spremljal na poti domov. V letu 1945, ko se je njena družina končno lahko vrnila v svoje stare življenje. Kovček je še vedno tu. In mene pravkar spet opozarja na to, da je pregon traumatično doživetje, ki človeka pretrese
in spremeni v njegovem najglobjem bistvu. Hvala lepa, Lenka. Ja, po napadu nemške Wehrmacht na Jugoslavijo ste se kot najstnica odločili, da se uprete Hitlerjevemu režimu in greste v partizane kot učiteljica in šifrantka. Kaj je bil tisti ključni dogodek, da ste se odločili za ta korak? Torej, z ene strani je bilo to, hier wird Deutsch gesprochen in unsere Vorfahren waren die Germanen. Ne, nismo. To je ena stvar, a druga, jaz sem pisala. Moje otroštvo ni bilo rožnato. In pogovarjala sem se z pesmimi, ki sem jih pisala. Največ pesmi takrat, jasno. Pogovarjala sem se z naravo, z zamišljenimi osebami in z mamo, ki se je od naše hiše videlo pokopališče. Zagorje je takole malo kot odprt tulipanov cvet. Tukaj greš dol, dolinico, pa spet gor do cerkve, pokopališča in šole. Zelo lepo. In nastale so pesmi Potreba moja. Potem je bila okupacija, se je pridružil drugi upor, mislim, upor naš proti fašizmu, proti nemški soldateski, ki je vladala. In te pesmi sem jaz imela en plavi zvezek, vsak večer, pa nas je bila pa komanda, ob 10:30 zvečer sirena rudniška se javi, to je priprava za jet v rudnik, nočne izmene. Za nas je bila pa to komanda, zdaj pa samo še spat, spat. Ob 10:00 je moral biti že mir, a ob 10:00 je drugič sirena piskala, so pa rudarji že delali v jami. In jaz imam nalogo, jaz sem ostajala in ne grem v 9:30, ampak vzamem plavi zvezek in pišem. To, ker takrat sem vozarila v Trbovlje, zjutraj že ob 5:00, pa zvečer prideš nazaj. In noč sam si, milina, pišem. Doživetja, pesmi, eno je čustveno za mamo, drugo je pa upor. In moja mačeha, ki je bila izredno pridna, kot ste rekli, delovna, ali brez čustev. Za razliko od njene mame, stare mame, ki je bila, prej smo govorili o taborišnici, isto izseljena desni breg Save, ker je verjela. Gospod župnik, so rekli, tam dobimo posestva, nas čakajo, bojo lepša kot v teh hribih. In so šli, čeprav je moj oče govoril, ne verjemite Nemcev. Če bi imeli, bi jih dali svojim ljudem. Ko je po 4 letih in več prišla nazaj, je poljubila razbiti kameniti prag, pol porušene hiše. Mal digresije. Ali takrat, jaz sem tudi pisala, to vse se je, pubertetniki se že tako upirajo, to je čas upiranja. Mi smo imeli veliko razloga. In mačeha je videla tisti nastalno plavi zvezek in ga je vzela, ko se je šla spat iz moje torbe in odnesla. Jaz to slišim. Izjutraj pogledamo torbo, zvezka ni. Kaj bo pa zdaj? Gremo v šolo in povem, kolegica, se veste, in jaz ne smem domov, zdaj je to konc sveta za mene. In pametne, to vaš moje sošolke, so zbrale marko, 2 ne vem koliko, šle kupiti isto tak zvezek, ker so ga poznale, brale so moje pesmi in te sestave iz zvezka. Kuple, pravi, zdaj pa ti piši vse tisto, kar lahko mačeha čita, a tisto, kar ne sme, pa pusti vam. Ja, to je na nek način rečilo. Moram to čist kratko. Zvečer pridem, po večerji je šla po zvezek mačeha
prinesla očetu, zdaj pa čitaj, kaj sem jaz tukaj. Ona ne razume prispodobe, normalno da ne, ker za njo ni bila knjiga, za mojo mamo ja, a za njo ne, za njo je bila samo zemlja, da se preživi. In oče išče tiste stvari, ko je rekla, da je brala, no prav tega ni. Jaz sem brala. Ni. In vzame ona zvezek listo, gleda, nič nobeno stran ne manjka, nobeden list ne manjka. Malo so ga pa tudi sošolke takole z rokami, da ne izgleda nov, ampak rabljen. In kako ne more? Eto, izpadlo je, kot oče je verjel, da je ona si malo mislila. Ali, jaz sem takrat tam, mama, jasno. Bilo mi je 15 let, 15 in pol. In je, oče je bil pa veliko starejši od mačehe in je bil pod njeno komando. In je rekel takrat en stavek, jaz sem pričakovala batine, pas, modrice. Ne, on je rekel, če ti nisi tukaj zadovoljna, pa lahko greš. To je bilo meni težje, kot da sem dobila batine. Torej lahko grem. A tukaj sem se rodila. In če se jaz ne bi bala teme, zelo sem se bala teme, jaz bi tisto noč odšla. Nisem, ampak jaz sem z sošolko, ki že takrat starejša je bila od mene, ni bila več, sošolka bila v tej mladini, ki je sodelovala s partizani, letki in 100 stvari je trebalo delati. In se rekla Štefka Lukačeva, oče njen je že bil v Kamniško-Zasavskem odredu, vojnem odredu, se rekla Štefka, pohiti. Zdaj pa ne morem več čakati. Zdaj že je organizirala, da jaz grem v partizane. Ali je čakala na vezo. Se rekla, ne morem več čakati. Dej, hočem jeti. Trenutek. In tako sem jaz po nedelju odšla od doma, da nihče ni vedel kam, seveda, razen Štefke in partizanov. V knjigi o borbi smo bile enakopravne, ki je šla ob 60-letnici Zveze slovenskih žena, je avtor Andrej Leben pisal o uporniških ženskah na Koroškem in prišel do spoznanja, da so bile enakopravne tovarišice v boju, te imele skoraj pri vsaki odporniški skupini pomembno, če ne odločilno vlogo. To seveda nasprotuje sliki diskurzu o ženskah, ki je prevladal tedaj v patriarhalni družbi, ko je ženska bila v prvi vrsti pristojna za oskrbo in nego otrok, starejših in za rekreacijo moža, manj pa se je pojavila v višjih pozicijah. Potreba po soborkah je to sliko spremenila, tudi ženski upor je bil še kako važen. Kako smo slišali, je bila leta 1943 ustanovljena predhodnica Zveze slovenskih žena, antifašistična fronta žena. Ja, in sami ste opravili svoje delo šifrantke v operativnem štabu Šlandrove in Zidanškove brigade pri komandantu Franti. Kako ste bili tedaj sprejeti kot mlado dekle, kot 16-letno dekle v taki skupini? No, po pravici povedano, ko sem šla v partizane, Froc, Svrkla, je tudi meni malo bilo, tam so vse odrasli ljudje. Od istega trenutka, ko sem prišla, sem bila ravnopravna. Nihče ni rekel, ti si pa mlada, ti pa ne veš. Enake dolžnosti kot starejši. Dobro, jaz nisem nikoli nosila orožja, stala sem na straži. Enkrat, mislim, ne enkrat, nekaj časa. Ali orožja pa ne. Nisem bila v boju, ker sem zmeraj imela druge dolžnosti. Jaz sem želela biti učiteljica.
In ko sem bila v kamniško-zasavskem področju, vojnem področju, v kulturi, sem rekla, hočemo šolo na Dolenjsko. Pa je bila prekinjena, šla sem v Špitalič, okrožni komitet Skonja, čakala, da me kuriri poberejo in nesejo, peljejo čez Savo, ali veze ni bilo, oboji so bili. In tovariš Radovan, sekretar, je bil takrat, spomnim se, imeno, in pravi, Tomašica, ti hočeš biti učiteljica, greš pa tlele gor v vas, v Češnice in boš organizirala partizansko šolo. Nekaj danes nezamišljeno, ali takrat smo delali tako. Jaz sem prišla v vas, aktivistka v hišo, dobila klopo, peči, to je moje posla, moje vse, žlico pri mizi in v eni polzrušeni hiši samo organizirala s pomočjo tiste tovarišice Reske, žal je pred nekaj leti umrla, šolo. Ni trajala dolgo, zelo lepe spomine imam in ofenziva nas je prekinila. In umaknili smo se, terenski ljudje, v hostel in ko smo bili tam, je prišel ukaz iz cone, brigade, divizije, vsi mladi s terena v brigado. In jaz sem iz zgornjega okroga pod Menino s kurirji odšla na Zasavsko Svetogoro. Pod Svetogoro tam je bila Šlanterova brigada v prvo četo prvega bataljona. Tovariš mi je dal bolniško torbico na rame, Tovarišica, ti boš bolničarka. Nikdar nisem bila kaj tazga. In je rekel, enkrat smo šli samo na položaje, in rekel, če bo kak tovariš mal ranjen, jaz sem bila tako malo v zadju, za enimi grmovji s skalami, tovariši na prvem položaju so bili spredaj. Če bo kdo mal ranjen, ti prideš pa ga previješ tukaj, na položaju. Če bo pa kdo zelo ranjen, ga pa odvlečeš, nekdo ti bo pomagal, če bo težko, tja zadaj za škale, in tam ga previješ, imaš torbico, imaš vse. Tako se je živelo. Mi smo otroci, tako rekoč, čez noč zoreli v odrasle ljudi. Ali tudi to, mislim, nisem dolg bila v brigadi, je prišel spet ukaz, bila sem pismena, in šifrantka. Tako v ofenzivi je Šlantervo in Zidanškovo 6. in 11. vodil operativni štab 6. in 11. In jaz pridemo, mi smo šli tisto noč v akcijo. In v akcijo greš po proviant. Jaz sem bila zadnja v nekem mlinu, šla sem še jedla kruh, smo tam dobili. In sem dobila na hrbet vrečo soli. In ko smo se približali tisti vasi, hiši, kjer smo bili stacionirani, je komisar Lvov prišel dol, da vidi, kako smo šli skozi, dejte, koga pa ti vrečeš? Pa vzame tisto mojo vrečo, sname in sebi na hrbet. Jaz sem se kar zravnala. In ko pridem gor, mi nismo imeli dolžnosti, smo lahko dobili močen zajtrk in spat v slano. Nisem zaprla oči, komaj sem se ulegla, dežurni, Tovarišica Valčit v štab na raport. Jaz sem bila 100% prepričana, zato sem jaz prišla brez bremena, a vsi drugi z bremenom. Joj, kako mi bojo verjeli, da je meni komisar prostovoljno vzel tisto s hrbta. Ko sem pa prišla v štab, pa seveda smrt fašizmu, svoboda narodu. Tovarišica, kaj znaš? Kaj znam? Znam itd., itd. In potem so rekli, 5 poranec, prinesi sem in boš tukaj šifrantka. Tako, in kao oficir mi je šifre dal, pokazal, kako se to dela, in jaz sem to delala do kraja.
Kot partizanka ste doživeli pekel bojev na Menini planini in preboje 500 bork in borcev iz obroča 12.000 glave SS-ovske divizije. V nekem intervjuju ste nekoč dejali, da vam je življenje rešil prav komandant Franta. Tako je. Joj, če dovolite, jaz vam bom, ker pač pišem to, jaz sem sicer pisateljica, ali sem napisala tudi pesem o tem obroču Menina. Mislim, da je to bi kar... Zato bo pa časa. Da, komandant Franta, njemu se imamo zahvaliti v njegovi oceni položaja in taktičnosti. On nas je praktično v tisti situaciji rešil. Je pa res, da tudi Bog Mars ni bil na nemški strani, nam je pomagal, mi smo se rešili. Menina. Tovariši vrli, danes so vragu v obraz bomo zrli. Moč ni v številu, njo srce rodi. SS se lasti Menine, 12.000 jih je, nas niti 500 partizanov, jim bomo razbili skomine. Reglajo strojnice, rohnijo mitraljezi, mine, bombe, granate, boj brez minute miru. Zaman horde SS-ovske, partizani ne klonejo. Streliva zmanjkuje. V 2 metra visokem snegu, borci prezebli in lačni, hej, brigade, hitite za bojo. Pesem uliva novo moč, vsak se podvoji, vsak se potroji, a sovražnik osupel, okamenel, obstoji, ne razume partizanskega ponosa, bolščin. In ko tretja ledena noč Menino planino objame, s komandantom Franto na čelu kolone, partizani razklenemo obroč. Še grmijo topovi, 1, 2, 3, feuer frei! Parajo noč sovražni ukazi, ko čez cesto in trato, čez rečico deročo v hrib, tiho, tiho kot sence dreves, zadnjo močjo se poznamo. Mučeni sine Kovir in tovariši padli v boju, v mislih z nami gredo. Šipka rešilni objem in v Gabarju topov sprejem, spremljata nas v svobodo. Borbe, Menine naše. Hvala lepa za te besede. Ja, nacizmu se je uprla tudi Ana Zablatnik iz Vilniusa, ki je kot mlada ženska se priključila bolniškemu gibanju v okolici Večovca. Skupno z drugimi v tej funkciji je bila aretirana leta 1944 ter zaprta v gestapovski zapor v Celovcu. Danes nam bo njena vnukinja Lena Kolta prebrala odlomek iz dnevnika, v katerem je opisan tudi prav ta čas v zaporu. Prosim. Dobar dan. Prebrala bi nekaj besed izpod peresa svoje babice, Ane Zablatnik, rojene Safran. In izbrala sem ta del iz zapora zato, ker me je zelo ganil. Ker si ne morem prav predstavljati, kako so vse te ženske bile po eni strani izpostavljene takim grozotam, ki jih je težko pravzaprav besediti, a istočasno niso izgubile svoje samovrednosti in svoje samopodobe.
Konec oktobra so najprej zaprli 2 stražarja v policijski zapor. Menda, da bi nas prišli iskat s tovornjaki. Ta 2 stražarja bi imela službo po noči, nas pa spustila ven. To pa je nekdo izdal. Tako sta bila ta 2 zaprta. Mi pa smo doživeli gestapovsko racijo. Vse so nam premetali v celici. Vse ven na hodnik, gledati v steno, nič govoriti. V zadnji pa je se s policijo, s puškami. V zadnji celici pa tudi par SS-ovcev. Ena za drugo se sleči, roke križem, da ne bi kaj skrivala. Starejše žene so komaj zadržane roke. Ko so se režali ter nas sramotili z izjavami. Seveda smo imeli strah, kaj to pomeni, ali nas bodo kam poslali. V celicah pa vse razmetano. Pljevance pretrgane, slama izvlečena. Vsaka je imela kaj osebnega, tudi na tleh. Iskali so menda orožje. Trajalo je, preden smo bile spet v posteljah. Najprej popravile, kar se je dalo, spati. Pa nismo mogli celo noč. Tako nas je bilo strah. Par dni na vrh pa so bombardirali Angleži, zadeli poslopje policije. Prišla tam v smrt ta 2 policista. Tako je bila rešena ta akcija. Imeli smo tudi 2 stražarki iz Poljske, vendar v službi gestapa, zelo stroge ter hudobne, zelo naštrihane, za nas nestudne, vendar za gestapovce po noči pa pokrivalo. Samo en primer. Ena zapornica je zapela pesem Deine entzückende, kleine, berückende, Fahrkarten, zwickende Hand. Ona je pa razumela Deine verrückte Hand. Jo javila, prišli so po to dekle, ko je prišla nazaj, pa je nisi jo poznal. Tako zbičena je bila, prej veselo dekle, od tedaj pa je umoknila, dokler ni prišla naprej. Večkrat si se vprašal, ali smo še ljudje pri teh zverinskih Hitlerjanah. Pripeljali v celico zapornice, vse pretepene in osramočene. Imeli smo za stranišče veliko posodo s pokrivalom v kotu. 2-krat na dan izpraznjeno. 2 močne sta morali nesti ven na konc hodnika, tam pa v veliko stranišče izprazniti. Ob 7 zjutraj in ob 7 zvečer. Če je šlo čez, noben ni slišal pritožbe. Lahko si misliš, kakšen duh, kako smo smrdeli. Če je bil usmiljen paznik, je pustil malo odprtino odprto, da je prišlo malo svežega zraka v celico. Začetek julija me je prišel en gestapovc iskat. Nisem vedela, zakaj, na zaslišanje. Ko pridem tja, me prevzame isti gestapovc, ki je bil pri nas. Pa vidim poročilo od mene, pisano z mojim podpisom, Dragica, partizansko ime. Kar vroče mi je postalo, ta pa gre še nekaj v drugo sobo iskat, jaz hitro preberem in se potem izgovorim na prvo zaslišanje. Seveda me kakšne 2 ure vprašal sem in tja. Ostalo je pri prvi izjavi. Nobenih ljudi imenovanih na poročilu. To so nam pa že prej doma naši povedali. Nikjer imen. Ko me je potem nazaj peljal, da sem Vaterlands verräter, dieses windische Gesindel, jaz sem se pa še upala reči, da sem koroška Slovenka, pravzaprav ujetnica. Bila sva že pri naši celici, da je bilo govora, konec.
tem temnem obdobju, ki ste ga opisali, ni ostalo, kajti kasneje ste doživeli tudi še vojno v Jugoslaviji, kot nekaj časa ste živeli v Bosni in tam doživeli tudi obleganje Sarajeva. Odkot pa ste zaprav jemali moč, da ste prišli iz vseh teh družinskih, življenjskih obdobij, brez da bi vas zlomili? Odkot ta moč? Ne vem, treba gledati zmerom naprej. Jaz sem okrog 40 let, pravijo zdaj, pa kako si ti v Sarajevo tam? Vse smo bili vendar ena domovina, to je glih tako, da greš, ne vem, iz Celovca v Velikovc ali nekam drugam. In bilo je izredno lepo, najlepše obdobje delovno, življenjsko sem imela v Bosni, v Sarajevu. Tudi zdaj, ko grem, sem vesela, srečam prijatelje. Več jih imam kot v Sloveniji, ker tle nisem živela 7,5 stoletja, 40 polnih let me ni bilo v Sloveniji. In od tega največ v Bosni. Kako? Gledaš naprej. Je pa tale, po vojni, drugi svetovni, sem jaz rekla, moj oče je preživel 2 vojni, prvo svetovno, drugo. Hvala Bogu, zdaj ne bo nikoli več vojne, zdaj je večno mir, svoboda. Mir in svoboda niso dani, za njih treba skrbeti iz dneva v dan, kot za hrano, tako rekoč. In Bosna je multikulturna, Sarajevo neverjetno, čudežno smo živeli. Jaz si tudi danes imam prijatelje v vseh nacijah, ker niso vsi bili zločinci. Zločinci so bili samo tisti, ki so se dali kupiti z denarjem, ki je prišel od zunaj. Jugoslavija je imela prevelik ugled v svetu, zato je šla v nos velikim silam in CIA je veliko denarja poslala, našla ljudi, ki so potem organizirali to, a v vsakem narodu se najde, pogotovo pri nas, četniki, ustaši. V Sloveniji ni bilo, Slovenija je bila srečna, ker se je lepo učila, imela je očitno pametne ljudi. Mi, gor, ker je pa bilo multikulturno, se je pa dalo najdeti v vsaki naciji. Pravzaprav muslimani so se branili. Ravno zdaj sem v avtu, ko smo šli, govorila, 26. januarja smo bili v Goraždu, na mostu Drina. Od tam smo šli potem čez 2 dni na Igman, na proslavo Igmanskega marša. Ali na mostu na Drini 42. leta so četniki okrog 100, ne vem točno, ali 185 ali 165 muslimanov poklali in vrgli v Drino. 42. Po 45. je ponovno zaživelo medsebojno tovarištvo. Lepo se je živelo vse te dni. Tudi tisti največji zločinci so bili kažnjeni. Narod je živel, jaz sem bila večkrat po terenu v Bosni. 1992. leta se je ta zločin na mostu na Drini ponovil. Ponovno so četniki organizirani, klali muslimane, metali jih v Drino. To človek, jaz se zmerom vprašam, odkot to zlo? To, kar sem danes rekla tam, ni človeka, ki ne želi, da mu otroci ne živijo v miru in svobodi. Srečno, ni. Zakaj potem to zlo? Čemu? Ko lahko dovolj je in prostora in vsega, če bi bila razdelitev pravična za vse ljudi na svetu in še več.
Ne vem. Zato, ponavljam, treba čuvati, skrbeti mir in svobodo. Mir, ki ni dan za vedno. Zato treba biti budni in pozorni. Fašizem se javlja v raznih oblikah. Bodimo budni, da ne doživimo ponovno strašnih časov. Vaša moč, ki ste si jo kljub vsem krutim dogodkom obdržali ali morda v tem postali še močnejša, se je pokazala tudi v vaši poklicni poti, ki ste jo posvetili novinarstvu in pisateljevanju. Večji del poklicne poti ste opravili kot dopisnica Tanjuga Oslobođenja in revije Male novine iz Sarajeva. Kot novinarka in tudi avtorica številnih knjig ste se lotili obdelanja tudi omenjenih tem in se s tem postavili na vidno pozicijo. Ta vidnost žensk je v naši družbi še vedno šibka točka, kajti večinoma opravljajo ženske tudi danes še naloge, ki jih družba ne ceni primerno. Posledice imamo na vseh socialnih in ekonomskih področjih. Kaj so torej, če zaključimo ob mednarodnem dnevu žena na tem mestu najin pogovor na odru vaši nasveti mlajšim generacijam žensk? Kako važen je boj za enakopravnost, vidnost žensk in morda tudi upor v trenutkih, ko je prav ta potreba? Mislim, ženske morate mlade predvsem boriti za svoj položaj. Moški ne bojo pustili vajeti iz rok. Redki so tisti, ki to prostovoljno naredijo. Pa naj se sliši tako, pa nič ne da. Ženska mora biti enako. To ne pomeni, da ne bo delala, ampak nekaj gospodarna. Ali mora biti ravnopravna gospodarju. To je osnovno, zato ker ženska ima isto pamet, izobrazbo, isto, torej je sposobna. Ena zato, da je, ne vem, poje, druga bo tam na mizarski delavnici, ena bo učiteljica, druga zdravnica, ena pa tudi pisateljica, pa novinarka. To zavisi od vsega, ali mora biti spoštovana v družbi. A to ne bo, če se sama ne bo borila za to. Ne sme poklekniti. Čas je, da smo ravnopravne z vsakim človeškim bitjem, mislim človekom. Hvala lepa. Neverjetni spomini imate na vsako sekundo vašega življenja, se mi zdi. Hvala lepa, ker ste prišli tukaj sem na Koroško danes, Ušem Primož. Hvala lepa za vaše lepe spomine, lepe besede. Hvala lepa. Jaz sem prvič prišla na Koroško z 14. divizijo. In mi smo v Ajtisvaldu. Druge enote so šle proti Celovcu, mi smo šli pa gor do Ivnika. Nisem niti vedela takrat, da je to Ivnik, Ajtisvald so rekli, no? Ali tam, od tam sem šla pa na drugi kongres AFŽ-ja v Ljubljano in prvikrat bila v Ljubljani. In potem pa je bil ukaz, 14. divizija je prišla pod komando 3. armije, Kostanač je bil komandant, in mi smo morali iti v Vojvodino.
naša divizija je bila v Zrenjaninu določena. Tako, potem sem prišla pa na Koroško, enkrat Mojce, zahvaljujoč dragi Mojci, me je pelala v Ivnik, da vidim, kje smo bili 45. leta. Evo, življenje pa še vedno traja, smo bili tudi. Lepo, lepo da Voda še enkrat zahvala in zahvala pa velja seveda tudi Leni in Lenki. Hvala lepa za vajen recital danes. Na oder pa prosila tudi Danico, prosim, ki tako lepo poskrbela, da je tukaj vse tako lepo urejeno. In bi se radi zahvalili tudi kulturnemu društvu Danica. Če torej nekje v bližini, prosim na oder. Ali pa zunaj, ja. No, hvala lepa tudi Sonja, ki se je tako lepo povezovala in vsem, ki so bile vključene, tudi šoferki Valerij Skrinjec, da jo je pripeljala tako lepo na Koroško. Torej, upam, da vam je bil ta dan všeč. Zaključil pa ga bo mladinski zbor Danice. Tako pa ste vse lepo vabljene, seveda tudi vabljeni na druženje tukaj v ta prostor in še enkrat ste povabljene tudi, da prispevate, da darujete morda tudi kaj za humanitarno pomoč za Ukrajino. Hvala lepa, ker ste bile danes tukaj in se veselim še druženja. Hvala lepa. Torej, gospa Valerija Skrinjec pa je opozorila še na to, da lahko v knjižnici vplivate. Ja, tudi je podarila nekaj knjig za mladino, za otroke in za odrasle mojih. Ne vem točno zdaj, nekaj čez 10 jih je tam. Ja. Napisala sem jih čez 30, torej bo še. Možno se jih je torej izposoditi in prebrati. Dobro. Bye.
dan pa lep dan.